Za začetek bi rad rekel, da smo imeli zelo iskren in pa pošten pogovor. Vsi skupaj smo ugotovili, da je z odločitvijo arbitražnega sodišča meja na morju za Republiko Slovenijo določena. Hkrati ugotavljamo, da policija v okviru svojih zakonskih pristojnosti in pa zmogljivosti na morju deluje dobro. Ravno tako smo v iskrenem pogovoru ugotovili, da ne potekajo dogovarjanja z Republiko Hrvaško v zvezi z nekim posebnim režimom ribolova v delu Slovenskega morja. V okviru interventnega zakona pa bomo poskušali nasloviti na pravi način tudi težave, s katerimi se srečujejo slovenski ribiči, ker imajo omejitve pri ribolovu v delu Slovenskega morja. In sicer na dva načina, z poplačilom neposredne škode na materialnih sredstvih, ki bi lahko zaradi tega nastala, in pa z nadomestilom izpada dela prihodka zaradi oteženega ribolova v delu Slovenskega morja. To so bili ključni sklepi oziroma ključni sklepi današnjega pogovora. Toliko z moje strani, hvala lepa. Glede na to, da je bila tudi policija tukaj, oziroma predstavnik koprske policije, a ste mogoče govorili tudi o tem, kako bi lahko konkretno policisti varovali ribiče na morju? Bi jih lahko? Ali je to samo želja, da bi... Kot sem dejal, ribiči so izrazili z zadovoljstvom nad delom policije, dosedanjim zadovoljstvom nad delom policije. In tudi pričakovanja niso večja. Samo še to, premijer Plenković napoveduje, tudi na Hrvaškem se veliko govori zdaj o tej neki možnosti novega dialoga, mešani ribolovni coni, vsaj v nekem delu pasu. Torej, to ni bila debata, to vnaprej zavračate? Glejte, formalnih razgovorov na to temo ni bilo. Slovenija se lahko pogovarja dvostransko z Republiko Hrvaško samo o implementaciji odločitve arbitražnega sodišča. Nič besed o kondominiju, ki so ga danes predlagali hrvaški ribiči? Formalno takšnih razgovorov ni bilo. Ste dobili kakšno uradno pobudo, uradno, kako ne rečem, noto, kakokoli že? Ne, ničesar uradnega. Je pa res, da pa poteka komunikacija za pripravo srečanja med obima premijerjema.